Jecljajoče novice. Kaj za vraga to pomeni? Gre za novost na tem kanalu, saj jaz s tem želim povečati frekvenco samega objavljanja na tem kanalu. To je pa zato, ker rad govorim in sem tudi rad vzor vsem drugih, ki imajo večje težave v govoru, kot sem jih imel sam. Namreč zelo dobro, ampak res zelo dobro je imeti za vzornika nekoga, ki je šel čez vse te težave, saj ti dejansko da to eno veliko motivacijo. Same novice bodo bile povzetek dogajanj v preteklem tednu, tako pri nas, kakor v svetu, ali pa bodo bila dejansko to samo neka razmišljanja, ki pa sicer niso primerna za rubriko Razmišljanje na kavču. Te povzetke vam bom jaz seveda povedal na svoj način, s svojim komentarjem ali razmišljanjem. Kot lahko vidite tukajle na zaslonu na vaši desni, na moji levi, je vrstica, kjer lahko trenutno vidite tematiko, o kateri govorim. In pa seveda tudi vse prihajajoče tematike v današnji epizodi. Je pa seveda možno na posamično tematiko preskočiti s tako imenovanim časovnim preskokom ali timestampom, ki je objavljen spodaj v videoposnetku. V letošnjem letu želim narediti kar nekaj intervjujev na temo govora ali jecljanja. Nočem biti samo še en podcast, ki gosti goste, ki so povsod drugje. Je seveda trenutno zelo popularno imeti na podcastih goste, ki so bili v resničnih šovih ali so uspešni na različnih socialnih omrežjih. To bi jaz lahko seveda naredil, ampak ker gre v tem primeru za specifičen kanal, kjer je poudarek na izboljšanju govora in povečanju samozavesti, bodo gostje, ki so primerni za to tematiko in primerni za ta kanal, tudi intervjuvani. Drugi žal ne, ker je trenutno obdobje inflacije po celem svetu, je seveda svet kriptovalut postal v zadnjem času zelo privlačen za marsikoga. Kaj pa so kriptovalute, lahko izveste na mnogih portalih, na mnogih ostalih videih, ki so na YouTubu. Tu vam predlagam, da si jih ogledate, da boste dobili vsaj neko osnovo, v čem se sploh gre pri tem kriptosvetu oziroma kriptovalutah. Zakaj pa so kriptovalute tako priljubljene? Ja, tukaj sploh ni vprašanje, to zaradi svoje volatilnosti, ki pa omogoča morebitne visoke dobičke. Tukaj ni nič nenavadnega, če imaš 5-kratnik ali pa v celo nekaterih ekstremnih primerih celo 100-kratnik vašega vložka. Ker je pa človeška psihologija v veliki večini primerov takšna, da želimo zaslužiti ne danes in ne jutri, ampak že včeraj in tudi seveda čim več, zelo veliko ljudi izgubi denar v tem kriptosvetu. Zakaj? To je zato, ker želijo zaslužiti na kriptovalutah, ki so sicer morebitno lahko zelo donosne, a velikokrat to niso. To so tako imenovani shitcoini. To boste vi, ki se malce bolj spoznate na kriptovalute oziroma ta kriptosvet, že vedeli, o čem govorim. Kriptosvetovalci oziroma te, ki se res poznajo na ta svet, kolikor želite vložiti denar v kriptovalute, vam svetujejo naslednje stvari. Vložite le toliko denarja, kot ga lahko pogrešite. Vložite v top 5 ali maksimalno top 10 kriptovalut. Vlagajte svoji finančni strategiji primerno. Kaj pa to vse pravzaprav sploh pomeni? No, to pomeni, da ko vložite nek znesek, pa je to vseeno, je to za 50 evrov, 500 ali 1000 ali še več, naj bo to vedno, ampak res vedno znesek, na katerega ni vezan kredit, kakšen limit in ta znesek lahko izgubite. Načeloma je že res, da kriptovalute vedno zrastajo, ampak smo priča vedno skoku v ceni, kot tudi padcu v ceni. Ne porabite svojih življenjskih prihrankov za morebitni donos na vaš vložek. Ponavljam, morebitni. Na začetku poti v kriptosvet pa jaz vam priporočam, da res vložite znesek v mogoče top 5 kriptovalut.
Seveda pa ne gre brez mojega disklemerja. Jaz nisem finančni svetovalec, tu gre samo za moje opazovanje na trgu kriptovalut in tudi za moje predloge na trgu kriptovalut. Vedno sami naredite svoj pregled tega trga in pridobite razne informacije in se šele na podlagi teh vaših pridobljenih informacij ustrezno odločite. Ok, zdaj, ko pa je tega disklemerja konec, pa lahko nadaljujemo s temo. Bitcoin, Ethereum, Solana, Luna, Polkadot so coini, ki na dolgi rok največ obetajo. Vedno pa je seveda na vas, da se, kolikor se odločite za vložek v coin, to storite v coin, v katerega tudi vi verjamete. No, na trgu seveda obstajajo razni trgovalni boti, ponudniki kanalov in še seveda malo more drugih stvari. Jaz sam na začetku vsekakor ne bi priporočil teh strategij. Kakor sem že danes omenil, mogoče bi se osredotočil nekje na top 5 coinov. Potem bi porazdelil vložek na posamezne coine in seveda čakal na primerne trenutke za prodajo ali tudi za morebitni nakup. V času snemanja je vrednost bitcoina in tudi ostalih kriptovalut krepko padla. No, to je morda priložnost za nakup. Ponovno, to ni finančni nasvet, to je samo moje mnenje. To je res čisto v osnovi najbolj simpel, pa tudi najmanj, kar morate vedeti o tem kriptosvetu. Zdaj, če bo zanimanje za to tematiko veliko, bom lahko bolj podrobno naredil en daljši video v epizodi Razmišljanje na kavču. Neverjetno, ampak res neverjetno, koliko je bilo napisanega v zadnjem tednu, 14 dni, oziroma še celo malo več, glede te celotne sage. Nažalost se je svet ponovno razdelil na dva dela. Na cepilce pa na anticepilce. Ko sem že pri tem, ravno o tej tematiki sem jaz govoril v svoji prvi epizodi Razmišljanje na kavču. Kolikor si ga želite ogledati, dajte klikniti tukaj povezavo gor, ali je celo tukaj, nekje bo, tukaj pa tu. No, dejstvo je, da je bila v celotnem primeru Djokovic že od samega začetka vpletena politika. Zakaj? Ja, avstralska vlada si preprosto ni smela privoščiti dejstva, da bo na turnirju nastopil necepilec. Kljub seveda zdravstveni izjemi, ki mu jo prva ponudila. A sama vlada, pa tako kot velika večina vlad po svetu, nagovarjajo ljudstvo k cepljenju. Dajmo se priznati, da Djokovic pač ni samo en navaden igralec. Jaz osebno ga zelo spoštujem, pa cenim glede na njegovo teniško znanje. Je pa tudi res, da je dostikrat preveč naiven, pa v parih primerih ima res značilno balkansko mentaliteto. Ako prođe, prođe. Pa jaz nimam nič proti temu. Je pa tako, da na nekaterih področjih takšna mentaliteta pač ne gre skozi. No, je pa popularni Djoko že od samega začetka delal napake. Od famoznega nepravilnega izpolnjevanja obrazca, menedžer, pa do tega, da je spremenil zgodbe glede na morebitne uspehe pri odobritvi vize. Je pa tukaj še tudi en vidik, ki ali zdaj je res ali ne res, boste pa vi sami preučili. Kakor vemo, bodo v Srbiji zaradi pritiska ljudstva verjetno ugasnili projekt Rio Tinto in seveda rudnika. Kaj pa je sploh Rio Tinto? Ja, to pa je seveda avstralska multinacionalka. No, pa tudi to ne smemo spregledati. Vkolikor bi Djokovic oziroma bo Djokovic zmagal 10-krat na Australian Openu, to so sicer nepreverjene informacije, bodo morali glavni teniški stadion v Melbourneu poimenovati po njem. To pa je v tem trenutku, v katerem se nahajamo zaradi virusa, seveda totalno nepredstavljivo za Avstralce. V teh dneh sem prebral kar nekaj člankov na temo minimalna plača. Zdaj v oči mi je takoj padel seveda komentar na enem izmed forumov, ki pravi: minimalna plača bo vedno minimalna plača, pa ne glede na življenjske stroške in inflacijo. Mi kot družba si moramo prizadevati, da bo minimalnih plač
čedalje manj v naši državi. In ne čedalje več, kakršno je trenutno stanje. No, kakor vemo, se bo letošnja minimalna plača zvišala za dobrih 50 evrov bruto, to je na 1075 bruto, kar pa pomeni nekje v povprečju 20 evrov več mesečne plače neto. Ne me narobe razumeti. Vsekakor je vsak dodatni evro pri minimalni plači dobrodošel. Ne morem pa iti mimo dejstva, da je sam sistem izračuna življenjskih stroškov, ki je podlaga tudi za izračun minimalne plače, zastarel in pa tudi totalno zgrešen. S tem sovpada seveda plačni sistem in pa tudi davčna obremenitev le-tega. Kolikor bi izboljšali že samo davčno obremenitev plače, bi po vsej verjetnosti lahko imeli mi delavci veliko več od tega. Kako to mislim? Ja, v primeru minimalne plače 1075 evrov bruto bo z malico pa prevozom nek res povprečni, ampak res nek povprečni strošek delodajalca 1500 evrov. Torej bo nekje neto plača bila po novem 745 evrov. Od te neto plače mi delavci plačamo državi 338 evrov z davkom. Sam delodajalec pa še dodatnih 180 evrov. No, te cifre sicer niso čisto točne, ampak so pa zelo, zelo blizu. Jaz sam menim, da bi morala biti obremenitev delodajalca manjša, seveda s pogojem, da to razliko dobi delavec neobdavčeno. Ali pa seveda s toliko manjšo obremenitvijo, da se konec koncev vsakemu splača. Ok, to čisto po domače povedano pomeni, da bi vse vpletene stvari se morale dogovoriti, zato da je sicer nek celotni strošek delodajalca še vedno na enaki ravni oziroma res mogoče tistih par procentov više. Ampak mi delavci bi zaradi tega dobili veliko več. To recimo pomeni vsaj nekje 10% povišanje plače glede na trenutno osnovno neto plačo. Ni to bogatija, ampak bi se še vsem dodatno poznali. To si izhajam predvsem iz te kmečke pameti. Ljudje imamo več denarja, več bomo zapravljali. In pa seveda, bolj gospodarstvo raste zaradi tega. In kaj posledica pol? Ja, nič drugega, kakor spet višji prihodki v državni blagajni na račun davkov. Gre to za nek začaran krog, ki ga pa politika očitno, ne glede na katera politična opcija je to na vrhu, ne želi uvesti. Kolikor ste prišli do konca te prve epizode Jecleročih novic, bravo, čestitke. Kolikor vam je ta sistem podajanja informacij všeč, dajte lajkati video, dajte ga podeliti z ostalimi, ker tako pripomorete k algoritmu tega kanala. Se vidimo naslednjo nedeljo v Jeclejočih novicah.